S Kitkom v svet pravljic. O 3 sinovih in mucku. Živel je oče, ki je imel 3 sinove in ni vedel, kateremu bi zapustil hišo. Vsem 3 je ne morem dati, je rekel. Tako bom naredil. Pojdite po svetu, čez 1 leto pridite pa spet nazaj. In tisti, ki največ denarja prinese, tisti pa hišo dobi. Res napeče drugi dan sinovom kruha in oni se odpravijo na pot. Bilo je pa tako. Starejša 2 sta se imela za pametna in sta držala skupaj. Mlajšega pa nista marala. Celo za tepca sta ga imela. Prav rada bi ga kje pustila, samo da ne bi hodil z njima. Hodijo sinovi, hodijo in postanejo počasi lačni. Takrat pravi najstarejši: Pa sedimo malo semle v senco, bomo pojedli. Najbolje, da najprej pojemo tvoj hlebec, je rekel najmlajšemu. Potem bova pa midva dala. Tretji ni pomišljal. Dal je kruh in so pojedli in so šli naprej. Ko so se spet postali lačni, pa sta brata vzela vsak svoj hleb in ga nista niti pogledala. Dajte še meni malo, jaz nimam nič, sem prej dal svoje, pravi on. Ona 2 pa: Doma smo vsi dobili zadosti, tisto pojejmo, pa bomo siti. In nista dala nič. Pojedla sta in šla, njega pa pustila samega v poti. Tako je bil žalosten, sam ni vedel, kam naj gre, ko se je ob njem nenadoma prikazal mucek. Kaj ti je? Je rekel. Kaj si tako žalosten? Pravi on, saj ni, da bi govoril. Povej no, kam greš? Službo grem iskat. Pa pridi k meni, dobro službo ti dam, je rekel mucek. In fant je šel in sta prišla do hiše. Velika hiša je bila, lepo opremljena, a notri je živel mucek, kar sam. Kaj bom pa delal? Je vprašal fant. Vsako jutro me boš umil, počesal in me nesel v zgornjo sobo. Tam imam velik stol, razkošen, z naslonjalom. Na tisti stol me boš dal, pa bo. Dobro, res ga je česal in nosil, celo leto mu je stregal. Ko se je leto izteklo, pa je dejal: Zdaj moram pa domov. Reci potem, kako te poplačam? Oče je rekel, tisti, ki največ denarja prinese, tisti pa hišo dobi. Potem dobiš denarja, je rekel mucek in mu naložil toliko, da ga je fant komaj nesel. No, brata sta se že vrnila in sta mislila, da sta kar dobro zaslužila. Gotovo dobiva bajto, jaz ali ti, sta rekla. A ko je tretji začel stresati na mizo, sta kar gledala, molčala in kar gledala. Dobro, je rekel oče, ti si prislužil največ, ampak jaz se tako težko odločim. Kaj, ko bi šli še enkrat? Le pojdite, kdor prisluži najlepšo obleko, tisti pa hišo dobi. Vsakemu je spekel hlebec kruha in so šli na pot. Grejo in spet postanejo lačni. Zdaj nista starejša 2 nič več prosila, kar vzela sta. Boš pa jagode nabiral, sta rekla in sta ga pustila sredi ceste. Jokal je, ko ga je spet poklical mucek. Kaj pa je? Kaj si tako žalosten? Kaj, lačen sem sam, službo iščem, ne vem, kam naj grem. K meni, če hočeš. In je šel. Še 1 leto je skrbel za mucka in oba sta se dobro imela. Mine leto, pravi fant. Jaz moram domov, oče me čaka in brata. Dobro, je rekel mucek. Povej potem, kako te plačam. Ja, če bi dobil kakšno lepo obleko, je rekel fant, bi bil prav zadovoljen. Oče je rekel, tisti, ki pride v najlepši obleki, tisti pa hišo dobi. Gre mucek komari in vzame ven obleko iz najboljšega blaga, lepo sešito, tako za gospode. Fant jo pomeri, bila mu je ravno prav. Tudi brata sta prislužila s podobni obleki.
sta rekla, zdaj jo pa dobiva hišo, jaz ali ti. A kako revni sta izgledali tisti obleki, ko je prikazal najmlajši. On je bil kot gospod, kot kak grof, ona dva pa kot dva siromaka. Dobro, je rekel oče, jasno, tvoja obleka je najlepša, ampak kaj vem, obleka je samo obleka. Pojdite še enkrat, tisti, ki najde najlepšo nevesto, tisti pa res hišo dobi. Še tretjič speče kruh in pošlja fante v svet. Starejša dva tako kot prej, svoje pojedla in onemu vzela, šla in ga pustila tam o poti. Sedi tam ves pobit, ko se prikaže Mucek. Kaj boš jokal, pravi, pridi k meni. In ga še enkrat vzame v službo. Mine leto, fant že misli, da ne bo nič, prav skrbelo ga je, kje bo dobil nevesto. Gre k Mucku in pravi, domov bom šel, je leto že minilo. In kaj bi rad? Ja, pravi, oče je rekel, kdor si najlepšo nevesto pripelje, tisti pa bajto dobi. Dobro, je rekel Mucek, potem pa kar noter pojdi in nanosi vode, toliko, da jo bo poln kotel in zakuri, da bo res gorelo. Fant gre, nanosi vode in zaneti pod kotlom, da je voda zavrela. Potem pa Mucek pravi, zdaj me pa v ta kotel vrzi, v tale krop. Je rekel fant, tega pa ne morem, temu nisem kos, 3 leta sem bil s tabo, dobro sva se imela, ne morem. Mucek pa pravi, kar naredi, boš videl, da bo prav. Fant ne, Mucek ja, nazadnje pa ga je le prijel in vrgal v kotel. Takrat pa Mucku koža poči in iz kotla stopi tako lepa deklica, da bi jo kar gledal. V Mucka je bila zakleta, zdaj jo je pa rešil, objela ga je in mu rekla, hvala ti, ljubi moj rešitelj, kako dolgo sem morala trpeti, zdaj pa sem rešena. Prijela ga je za roko, ga peljala do kočije in skupaj sta se odpeljala k očetu. Oče je kar zazijal. Ti jo dobiš, je rekel, ti dobiš to našo bajto, glej ta, je rekel, kakšno lepo nevesto je pripeljal, vidva pa ti nemarni babi, da je ena bolj čudna kot druga. Oče, kar pustite, je rekel najmlajši sin, jaz ne vstanem, jaz vaše bajte ne rabim več, lepo hišo imava, tole pa naj si brata razdelita. In sta z deklico odšla nazaj na njen gradič in sta še dolgo in srečno živela.